Tokrat v občinskem informatorju. Mariborska občina s hitrim odzivom poskrbela, da ni prišlo do stisk. Nasveti Nacionalnega inštituta za javno zdravje ob odhodu v tujino. Lokalno z vavčerjem na BKTV. Vodenje Mariborske civilne zaščite prevzel Samo Robič. V Starošincah so prejšnji teden odmevale pesmi s tabora pod Mavrico. Delovni obisk ministra za okolje v Mariboru in na Ptuju. Lepo pozdravljeni. Mestni svet Mestne občine Maribor je sprejel odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za pomoč in razvoj v Mestni občini Maribor. Med epidemijo COVID-19 so na mariborski občini dobili veliko klicev za pomoč, kar jih je spodbudilo k ustanovitvi trajnejše oblike proračunskega sklada za pomoč in razvoj. Mariborska občina je na 11. dopisni seji sprejela odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za pomoč in razvoj. Ob začetku epidemije so najprej pomislili na najranljivejše. Takrat smo seveda najhitro odreagirali, ker je bila najbolj boleča zadeva, da nekateri otroci dobijo edini topli obrok v šolah, vrtcih in smo potem prav tako s pomočjo in kabineta in CSD, Rdečega križa, Nadškofijske Karitas odreagirali, zagotavljali, mislim, da na koncu 150 obrokov na dan, tudi za starejše, tudi za tiste, ki se morda niso mogli gibati, da tu je tudi, nismo pozabili najbolj ranljive. Po vzoru najbolj razvitih držav so preko sklada nagovorili tiste, ki jim gre bolje. Apelirali preko sklada na tiste, ki jim morda, mislim, ne morda, ampak sigurno gre bolje in ki so želeli pomagati in to še vedno lahko pomagajo preko našega sklada COVID, ki lahko služi tako humanitarnim razlogom, kot tudi vzpostavitvi tega, kar zdaj sledi, to je gospodarstvo, in ker vemo, da je ta zagon gospodarstva izjemno počasen, kapljičen, da so tisti gostinstvo, hotelirstvo, turizem takoj videli, zakaj gre, ostali pa to spoznavajo vsakodnevno. Upam, da bo to naše pravilno ravnanje vsakodnevno pomagalo tudi k razvoju ekonomije. Čeprav so se v Mariboru odločili za ustanovitev proračunskega sklada med epidemijo COVID-19, pa njegov namen ni vezan samo na ta čas, ampak je širši in trajnejši. Zbiranje sredstev poteka na način, da se doniranci prijavijo preko naše spletne strani, na naši spletni strani maribor.si. Potem pa samo razdeljevanje sredstev pa se izvaja preko javnih razpisov. S tem skladom želijo pomagati tako javnim zavodom, raznim društvom, pa tudi pravnim in fizičnim osebam, ki na območju Mestne občine Maribor izvajajo gospodarsko dejavnost. Zelo sem ponosen na mnoge someščane in podjetja, ki so celo sami iniciativno želeli pomagati, kaj lahko naredimo, kje lahko čutili to solidarnost, ki je potrebna, ampak potem je Maribor tak znan, da znamo stopiti skupaj, kadar je treba, in to mi daje tudi upanje za to, kar v resnici počnemo, ne glede na COVID. Življenje bo šlo preslej z njim ali enkrat, upam, brez naprej, in naše oči so odprte v prihodnost. Na posebnem računu tako zbirajo sredstva, ki jih bodo razdelili med izbrane prijavljene posameznike in organizacije. Posebej za dobrodelno pomoč ter za spodbujanje razvoja in izboljšanje pogojev za razvoj na različnih področjih, tako gospodarskih kot negospodarskih dejavnosti, pa tudi humanitarnih dejavnosti v občini. Ker se vse več državljanov sprašuje, ali so potovanja v sosednje in druge države, kjer se število potrjeno okuženih bolnikov s COVID-19 povečuje, smo na Nacionalni inštitut za javno zdravje naslovili vprašanje, kaj naj naredijo ljudje pred odhodom v tujino in kaj ob prihodu nazaj. Nasvete pa smo dobili tudi v Mariborskem zdravstvenem domu. Poglejmo. Turistična sezona je na višku, vse več ljudi se odloča za dopust tudi v tujini. Pa vendar se ob tem porajajo vprašanja, ali oditi v sosednje države, kjer število potrjenih primerov okužb s koronavirusom narašča, kako tam ravnati in ne nazadnje, kako ravnati ob prihodu domov. Nacionalni inštitut za javno zdravje priporoča, da pred odhodom v tujino spremljate 14-dnevno kumulativno incidenco na 100 tisoč prebivalcev. Vse več je tudi govoric, da se v nekaterih državah, na primer tudi na Hrvaškem in na Madžarskem, v določenih turističnih predelih ne nosi zaščitnih mask, da ljudje ne upoštevajo socialne distance, niti si ne razkužujejo rok. NIJZ ob tem pravi.
Odsvetujemo vsa nenujna potovanja v države, ki niso uvrščene na seznam epidemiološko varnih držav. Svetujemo, da pri načrtovanju poti spremljajo epidemiološko situacijo na destinaciji in se pred potovanjem natančno pozanimajo o pogojih vstopa v državo, tamkajšnjih trenutnih razmerah, na primer prometne omejitve, motnje v zdravstveni oskrbi ter možnosti oskrbe v primeru, da na potovanju zbolite. NIJZ tudi priporoča več samopreventivnih ukrepov, s katerimi lahko preprečite morebitno okužbo tako doma kot v tujini. Vsekakor pa, da v primeru, da imate bolezenske znake, ostanete doma, v tujini pa ravnate v skladu z lokalnimi navodili. Samopreventivni ukrepi pa so vendarle enaki kot v Sloveniji, od socialne distance do umivanja in razkuževanja. Kaj pa takrat, ko bi se morali vrniti domov? Kako postopati takrat? Nasvet smo dobili v mariborskem zdravstvenem domu. Absolutno priporočamo, da se ljudje, ki se vračajo, držijo navodil, ki jih izdaja Nacionalni inštitut za javno zdravje. Oni so tista naša krovna organizacija, ki bdi nad tem stanjem okuženosti v naši državi. Absolutno priporočamo vsem tem našim ljudem, ki se vračajo z dopusta, samoopazovanje. Kaj pa, če opazimo bolezenske znake? Morebiti bilo kakšen znak, ki bi kazal na morebitno okužbo, takoj sporočiti osebnemu zdravniku, ki bo hkrati seveda pravilno svetoval v primeru nekega suma ali bo svetoval samoizolacijo oziroma bo svetoval tudi testiranje na naši vstopni točki. Prav gotovo pa naj se ljudje držijo te samoizolacije, ukrepov samoizolacije. S tem bomo samo pripomogli k izboljšanju trenutne epidemiološke situacije v naši državi. Podobno pa pravi tudi NIJZ, namreč da je po vrnitvi iz tujine smiselno spremljati svoje zdravstveno stanje in omejiti stike z ostalimi ljudmi. Po vsaki vrnitvi iz tujine je smiselno spremljati svoje zdravstveno stanje. Če zbolimo za znaki akutne okužbe dihal, nahod, kašelj, bolečine v žrelu, povišana telesna temperatura, bolečine v mišicah, ostanemo doma in omejimo stike z ostalimi ljudmi ter po telefonu pokličemo svojega osebnega zdravnika. Z dobro mero previdnosti lahko imamo nenazadnje tudi lep dopust, čeprav drugačen kot prejšnja leta. Danes vam predstavljamo vinogradništvo Mulec, kjer odprtih rok pričakujejo vse slovenske turiste z vavčerji. Poskrbeli bodo za nepozabno doživetje na vinorodnih gričih. Kaj vse pripravljajo za vas, pa preverite v pogovoru. Lepo pozdravljeni. Danes smo v sklopu projekta Lokalno z vavčerji na turistični vinogradniški kmetiji Mulec v Jakobskem dolu. Dušan Mulec nam bo predstavil, zakaj ste vsi turisti, ki želite vavčer koristiti pri njih, več kot dobrodošli. Torej, kaj turistom ponujate, zakaj so vsi dobrodošli pri vas? Pozdravljeni na vinogradniški kmetiji Mulec. Kot vidite v ozadju, imamo en lep objekt, v katerem imamo možnost prenočišč z 14 postelji. Potem obdelujemo 5 hektarov vinogradov, 2 rdeče sorti, 8 belih sort, ki vse polnimo v buteljke in to vse možno tudi pri nas poskusiti. Seveda ob degustaciji še vam dodamo kakšen prigrizek in potem lahko prenočite in zajtrkujete ter uživate v naši prelepi naravi. Za turista pa je verjetno tu mnogo idej, kaj lahko počne, če se odloči priti k vam. Seveda, turisti lahko tu uporabljajo tudi električna kolesa, ki imamo v sklopu skupnega projekta Cool E-Bike za več partnerji. Lahko potem kolesarijo do sosednjih vinogradništev, tudi potem do gostilne in vinoteke Žmavc, ki je v centru Jakobskega dola. Potem lahko se pridejo gledati naše jelene, ki so v obori, ter tudi mogoče kakšne prijatelje povabijo, da pridejo k nam na naše postajališče za avtodome, ki je tu v ozadju. Je pomembno, si želite slovenskih turistov. Se vam zdi, da mogoče Slovenec ne pride sem, ker ne pozna teh koncev? Bi želeli, da s tem, ko nekdo dobi vavčer, koristi ravno zato pri vas ga? Seveda, še posebej Slovenci so dobrodošli, tako iz mariborskega konca, kot iz drugih delov Slovenije. Tu naše slovenske gorice so praktično še turistično neokrnjene in tudi vsi turisti, ki pridejo sedaj, so navdušeni. Nudite nočitev z zajtrkom, kot je za vavčer potrebno. Imate potem kakšno priporočilo za goste, kje se lahko kulinarično naužijejo dobrot?
Seveda, tudi pri nas se da kakšen prigrizek dobiti, drugače pa seveda v centru kraja je vinoteka ter gostilna Žmovc, ker vas lahko razvajajo z raznimi domačimi dobrotami. Je pa sicer tudi tu okoli veliko kmetij. Sodelujete med sabo? Seveda, mi smo predvsem vinogradniško območje in z našimi sosedi, vinogradniki, sodelujemo, kot so na primer vinogradništvo Bračko, ekološka kmetija Šumenjak, vinogradništvo Kraner Platajs, vinogradništvo Šlebinger, Fabijan, Senekovič. Naprimer, naši najbolj starejši sosedje je tudi predelava zelišč Šerbinek, kjer lahko si ogledate tudi vrt z vsemi zelišči ter kupite razne izdelke. Torej, nekomu, ki ima rad dobra vina, ne bo žal, da obišče ta kraj? Ja, seveda ne. Vin imamo na pretek, od suhih, pol sladkih, ter predikatov in seveda penin. Torej, najlepša hvala za vašo predstavitev kmetije danes in upam, da boste letos napolnjeni do zadnjega kotička. Hvala vam, dobrodošli in veselimo se vašega obiska. Mariborski župan Saša Arsenovič je za novega poveljnika občinskega štaba civilne zaščite imenoval Sama Robiča, ki je položaj prevzel od dosedanjega poveljnika Aleša Ciringerja. Oglejmo si prispevek. Direktor mariborskih poklicnih gasilcev je mariborsko civilno zaščito vodil od maja 2015. Sicer pa še tudi zdaj ostaja član štaba. Dovolj dolga obdobje, da predam to funkcijo nekomu mlajšemu, z več energije, bom rekel. Ne nazadnje sem tudi dobil nov mandat kot direktor javnega zavoda Gasilska brigada Maribor, ker imam ogromno dela, moram povedati, in je prav, da se posvetim 100% javnemu zavodu. Samo Robič je po izobrazbi diplomirani inženir kemijske tehnologije, zaposlen pa je kot ravnatelj Ruške gimnazije in srednje kemijske šole. Od otroštva pa je že aktiven v gasilski organizaciji. Predvsem si želim, da to, kar je dobro, seveda ohranimo. Veliko je dobrega, veliko na intervencijah je bilo kakovostno narejeno. Res imamo v Mariboru, po moji oceni, do zdaj sem bil bolj v gasilskih vrstah, pa vendarle tudi zaščiti in reševanju precej sodeloval s strukturami. Dober sistem, na tem je treba graditi. Tako kot v vsaki stvari tudi tukaj vidim vedno možnost in stremenje k temu, da se da nekaj razvijati. Če smo dobri danes, to še ne pomeni, da moramo 5 let spati, ampak da moramo načrtno delati, se ozirati okoli, kje kaj koristnega pobrati in to uporabiti v sistem. Aktualna zadeva je zagotovo COVID-19. Tu se je pač treba organizirati, strukture so že organizirane, morda še kaj nadgraditi. Za vso Slovenijo je bila zagotovo ta epidemija novost in se pač skozi čas tudi načrt in aktivacije in tudi delo prilagajajo. Zdaj že imamo nekaj izkušenj in vse to dobro treba ohraniti, če bo potrebno še kaj korigirati, pa to naredimo. Funkcijo je Robiču simbolično podelil župan Saša Arsenovič, ki je ob tem povedal, da si želijo v prihodnosti s civilno zaščito sodelovati tako dobro, kot so sodelovali do sedaj. Nov poveljnik štaba je tudi med drugim operativni gasilec s činom višjega gasilskega častnika prve stopnje. Med drugim predava na gasilskih usposabljanjih in je poveljnik Gasilske zveze Maribor, a usklajevanje dela ga ne skrbi. Pomeni to določeno obremenitev. Jaz verjamem v to, da z skupinskim delom, z dobrim štabom, z sodelovanjem z službo za zaščito in reševanje in obrambno načrtovanje mestne občine se da te zadeve peljati. Mislim pa, da je zelo pomembno pri nas, vsaj to pa izhaja iz gasilstva, zaupanje, zavedanje, tovarištvo. Vse v gasilstvu funkcioniramo na ta način, da se ve, kdo je pobeljoči, kdo ima katero nalogo in če tu ne izgubljamo časa, komunikacije in energije, se dajo strukture kar vredno peljati. Verjamem, da bo tako tudi na zaščiti in reševanju civilne zaščite. 43-letnik je tudi namestnik poveljnika Mariborske gasilske regije ter je med drugim sodeloval pri načrtovanju in organizaciji velike gasilske vaje državnega pomena leta 2016 v Mariboru za primer železniške nesreče. Prejšnji teden se je v Starošincah odvil otroško-pevsko-konjeniški tabor pod Mavrico v konjeniškem parku Starošince. Ob koncu so pripravili še zaključni koncert, naša ekipa pa jih je ujela ravno med jutranjo vajo. Ves delovni teden so v konjeniškem parku Starošince otroci in mladostniki, skupaj jih je bilo 11, pod mentorstvom Sama Ivačiča in Metke Demšar-Goljevšček uživali na pevskih vajah in se povezovali z naravo tudi preko spoznavanja življenja konj.
Meni je bilo zelo všeč, ko smo delali v skupinah, ko smo jahali in kako smo se s konji lahko povezali in ko smo peli. Ti je mogoče kakšna stvar bila še posebej všeč, še posebej, da ti bo ostalo v spominu? Ja, da sem se lahko zelo dobro povezala s konji in da sem izvedela, da pri konjih ni, da jih samo jahaš, ampak da jih tudi vzljubiš in jih se povežeš z njimi. Super. Enako vprašanje, torej tudi tebi, kako si se imel tukaj, kaj je tisto, kar ti je bilo najbolj všeč? Zagotovo je bila to ena zelo lepa izkušnja, spoznali smo se s konji in predvsem tudi med sabo. Dobili smo nove prijatelje, ki nam bodo zagotovo ostali v spominu in se bomo še naprej družili z njimi. Tudi jahali smo, kar je bilo zelo super in tudi petje je bilo na visokem nivoju, dobre pesmi in ja. Povej mi, ste se poznali že prej ali ste se tukaj spoznali med sabo? Odvisno kako s kom, z nekaterimi smo se spoznali, z nekaterimi pa smo se spoznali tukaj. Udeleženci so uživali tako na individualnih kot skupinskih pevskih vajah. Tak dan pravzaprav vsak otrok, vsak mladostnik dela individualno z mano na izdelovanju svojih skladb. Hkrati pa imamo tudi skupinske dele, kjer spoznavamo glasbo iz najrazličnejših možnih zornih kotov in seveda skupaj pojemo, skupaj muziciramo. Nocoj se nam bo na odru pridružil tudi profesionalni band, ki bo spremljal naš nastop, tako da vsak večer smo tudi že imeli na tem našem odru vajo, generalko, tako da smo res odlično pripravljeni. Ves teden so se namreč pripravljali na zaključni koncert, na katerem so zapeli tudi pesem z jutranje vaje, na kateri smo jih ujeli. Pustite nam naše veselje, pustite nam našo mladost, pustite nam reke in gore, in polje in morje in gozd. Sicer pa so spoznavali pod mentorstvom tudi konje in njihov značaj ter ga zrcalili v svoje nove izkušnje. Ja, naš del pa je to, da mladostnikom predstavimo tudi konja kot eno čudovito bitje, ki na našem taboru deluje kot povezovalni faktor. Kot vsi vidimo v sodobnem času, glasba postaja precej individualistično usmerjena. Mladostniki si želijo predvsem postati zvezdniki na individualni način. Tukaj smo pa šli iz enega drugega zornega kota in zasnovali stvari tako, da drug drugega resnično spodbujajo in da se od konjev naučijo tistih vrednot, ki jih mogoče danes v družbi več ni zaslediti veliko. Bomo rekli, zagotovo ne gre torej zgolj za jahanje, ampak povezovanje. Absolutno ne. Gre za negovanje solidarnosti, da skupaj delajo za konji, skupaj očistijo in od njih zrcalijo tiste stvari, ki so pri konjih nekaj samoumevnega. To je povezanost, druženje, solidarnost, podpora in da to prenašajo potem v te medvrstniške odnose. In to takšne odnose, ki jih bodo lahko razvijali še naprej skupaj s svojim odraščanjem. Med projekti in problemi, ki so jih ob nedavnem obisku ministra za okolje in prostor Vizjaka v Mariboru omenili na sestanku, so zahodna obvoznica, plovnost na reki Dravi, Mariborski otok, nenazadnje pa tudi o odpadkih in ravnanju z njimi. Na petkovem obisku ministra za okolje v Mariboru so spregovorili o več temah. Kljub poletnemu času je to zdaj že tretji obisk ministra v Mariboru. Teme so nekatere celo povezovalne, se pravi, ki jih bo treba rešiti medresorsko na vladi. Zahvalil bi se za izjemno učinkovit sestanek gospodu ministru z ekipo. Dogovorili smo en kup opravil, ki jih ima vsaka stran za opraviti v želji, da bi bili projekti, ki so odprti, čim prej realizirani. Govorimo o reševanju projektov, ki ima velik vpliv tako za stanovalce, kot za okolje, kot za infrastrukturo, kjer je treba najti sobivanje. Torej, govorili smo tako o zahodni obvoznici, umeščanju v prostor, kot o termični potencialni obdelavi odpadkov, kot o blatu. Tem je res veliko. Mariborski otok, plovnost reke Drave, ki je treba vzpostaviti v razvoju življenjskega prostora Drava. Tako da sem zelo vesel, lep zaključek tedna z
velikim upanjem v realizacijo projektov. Vesel sem tudi gospod minister prihaja iz gospodarstva, tako da smo hitro našli skupni jezik v želji za izvedbo projektov. Projektov tako v regiji kot v Mariboru je več, tudi med epidemijo COVID-19, za katero želijo, da jih ne ustavi. Maribor je, koliko je imel projektov pripravljenih, ostale pripravljamo, veliko se jih izvaja, tudi na seznamu 187 jih je kar nekaj, ki so na različnih področjih, tako zdravje kot kultura, kot infrastruktura. Mislim, da tako država kot lokalna skupnost smo ravno tisti, ki lahko in moramo dati v teh negotovih gospodarskih razmerah jasen signal, luč na koncu tunela ali pa v bistvu sonce, ki ga morajo ljudje čutiti, da bo to gospodarstvo čim hitreje okrevalo. Žal je, epidemije še ni v smislu tega, da virusa ne bi bilo konec, da je situacija res zelo negotova, težko je karkoli načrtovati. Mi pa vemo, kaj imamo, kaj zmoremo in ravno zaradi tega, ker čutimo to potrebo po izvajanju projektov, ki seveda zagotavlja tudi delovna mesta v regiji, je še ta želja verjetno večja, kot bi bila brez covida. Teda mislim, da je to neka priložnost za obe strani. Minister Vizjak je izpostavil, da njegov namen reševanje vsakega problema posebej, ob tem pa je omenil zahodno obvoznico. Moj namen je, da rešujemo problema do problema, da se zato delajo časovni terminski načrti, da se zato formirajo ekipe in da pridemo do rezultatov čim prej. Govorili smo o pomembnem projektu za Maribor, pa ne samo za Maribor, tudi za državo, ki je uvrščen mimogrede tudi na seznam pomembnih investicij, za katere smo sprejeli zakon, da se odpravljajo ovire in da pride do učinkovitejšega umeščanja v prostor in potem realizacije. To je pač zahodna obvoznica Maribora. Tu je bil tudi moj ministerski kolega, minister Jernej Vrtovec, na področju seveda kot pobudnik tega projekta. Mi smo tisti, ki bomo to peljali postopek umeščanja v prostor in verjamem, glede na to, da je uvrščen na ta seznam, da bo res ta postopek lahko potekal hitro in da bo ta projekt zagledal luč sveta res v nekem doglednem času. Težko je zdaj govoriti o letnicah. Govorili pa so tudi o odpadkih, pa tudi o plovnosti na reki Dravi, Mariborskem otoku, Novem mostu. In vse to so točke, kjer moramo najti dogovore, rešitve v razmeroma kratkem času. Jaz mislim, da se to da v nekaj mesecev, v kakrem letu veliko tega rešiti. Uredba o plovnosti kar po moje v jesen že, vse ostalo pa seveda glede tudi na finančno zahtevnost. Omenil bi, da lahko nekatere projekte, ki so na videz danes težko izvedljivi, rešimo tudi skozi nove možnosti financiranja. Tipičen primer je ta evropski oziroma ta sklad za obnovo. Tako da tudi ta pot je možna pri iskanju finančnih virov za nekatere investicije povezane z okrevanjem gospodarstva in hkrati z pozelenitvijo Slovenije oziroma z tako imenovanim Green Dealom. Tako da mislim, da ne bo le denar problem, da bomo tudi to lahko presegli na marsikaterem projektu. Tako da, evo, jaz se tega srečanja veselim. Kar nekaj zaključkov smo sprejeli, tudi si razdelili naloge. Zapisniki bojo na podlagi tega sestanka in seveda potem trdo delo ekip na operativni ravni. Po delovnem obisku v krajevni skupnosti Malečnik Ruperče pa je minister Vizjak bil prepričan, da se bo lahko rešitve za probleme tudi našlo. Je pa minister za okolje in prostor obiskal tudi mestno občino Ptuj, kjer so prav tako spregovorili o nekaterih za mesto pomembnih projektih. Med drugim o dolgo pričakovani gradnji obvoznice, razmerah v Centru za ravnanje z odpadki v Gajkah, dotaknili pa so se tudi evropsko sofinanciranega projekta prenove kanalizacije. Kot je v zvezi z gradnjo kanalizacije povedala županja, mestna občina v tem času ravno zaključuje zbiranje vse potrebne dokumentacije. Želijo si, da letos jeseni začnejo z izvajanjem projekta. Potem smo govorili seveda tudi o evropskem projektu kanalizacije, za katerega mestna občina Ptuj zdaj ravno dokončuje svojo dokumentacijo in si seveda želimo, da postopki stečejo tako, da bi lahko septembra začeli z izvajanjem tega projekta, ker govorimo vseeno o 32 kilometrih, ki morajo biti zaključeni do konca
konec leta 2022, vemo, da je zahtevno. Verjamemo tudi, da na ministrstvu delajo zelo vestno in s polno paro, da pa je zdaj toliko projektov, da enostavno moramo vsi skupaj pritisniti malo na gas in si pomagati tudi, da čim prej pridemo do teh sklepov o sofinanciranju, ki nam omogočajo potem tudi začetek del. Minister je pritrdil razmišljanju županje. Omenjena je bila že kanalizacija. Jaz moram reči, da smo na ministrstvu ta projekt iz dogovora za razvoj regij pospešili, da je zdaj še v dopolnjevanju dokumentacije in jaz verjamem, da bomo lahko v jesen ali pa zgodaj jesen izdali sklep o sofinanciranju tega projekta in da bo to dejansko tudi steklo in da bo realizirano v tej finančni perspektivi. Tu pravzaprav ne vidim večjih problemov in upam, da bo vse šlo tako, kot zdaj kaže. Za mesto in regijo so pomembni tudi stanovanjski projekti. Je bil ta pogovor za županjo zame zelo koristen, zlasti glede določenih idej pri stanovanjski gradnji, pri razpisih, torej pri reševanju problemov, za katere pristojno ministrstvo pa tangirajo številne občine in lahko tudi pomenijo uživitve oziroma več stanovalcev, zlasti mladih družin, recimo v teh starih mestnih jedrih. Glede gradnje južne obvoznice je županja povedala, da pred nekaj meseci ustanovljena medresorska skupina dela določene premike. Kažejo se vse bolj sprejemljive rešitve. Mi smo šli skozi nekih stvari, ki so čisto take vedno aktualne in vedno na mizi. Dotaknili smo se naše famozne južne obvoznice in malo smo povzeli v bistvu dogajanje, odkar je ustanovljena medresorska skupina, tako da smo tudi ministra seznanili z tem, kaj se dogaja na tem področju. Delovna skupina se bo znova sestala po poletnih počitnicah. Omenjena obvoznica pa je umeščena med pomembnejše projekte vlade. Ta južna obvoznica, kjer se hvala Bogu premika, moram reči, da je vlada ta projekt tudi uvrstila med pomembne investicije, kjer bo zagotavljala učinkovito pridobivanje dovoljenj, mnenj oziroma hitrejši postopek umeščanja v prostor. Kot veste, je v pripravi državni prostorski načrt že skoraj 20 let in županja me je seznanila, da je na zadnji delovni skupini, na 3. sestanku te delovne skupine prišlo tudi do enega napredka glede variante, ki zna biti sprejemljiva tako za civilne iniciative oziroma za neko družbeno sprejemljivost, kot tudi vizavi ohranjene narave in ostalih dejavnikov v tem prostoru. Tako da jaz verjamem, da se da torej z obdelavo te variante v študiji variant priti tudi korak naprej pri pripravi državnega prostorskega načrta in pravzaprav to pomembno cesto umestiti v prostor. Govora je bilo tudi o protipoplavni zaščiti. Vizjaka so seznanili tudi s problematiko zagotavljanja pitne vode v regiji ter o problematiki Centra za ravnanje z odpadki Gajke, kjer je tamkajšnje nekdanje odlagališče odpadkov v sanaciji. Ja, to mi je županja omenila, da je tle nastal problem sanacije tega odlagališča. Zdaj mi bomo dobili strani občine celovito informacijo na to temo in bomo proučili možnost tudi udeležbe države pri reševanju teh odprtih bremen iz preteklosti, kakor lahko temu rečemo. Tako da to je, kar lahko na to temo povem. Obe strani si želita, da bodo kmalu želi sadove konstruktivnega pogovora, ko je govor o konkretnih investicijah. Poglejmo še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. Konec tedna sledi že otvoritev 4. izdaje letnega kina Minoriti, klub mariborskih študentov pa v sredo vabi na vejkanje v Duplek. Toliko za enkrat, spremljajte nas tudi na spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Lep začetek tedna in nasvidenje!